Breda Pogorelec je bila ena najmarkantnejših in najvplivnejših oseb v slovenistiki tam nekje od srede 60-ih do konca tisočletja prejšnjega. Med drugim je bila tudi utemeljiteljica sociolingvistike v slovenskem prostoru. O njej obstaja legenda, da ni nič napisala ali skoraj nič napisala, najbrž zato, ker je bila zelo živahen dialoški človek, ker nikoli ni dojela ne svojega, ne dela drugih kot dokončnega in opravljenega, ampak kot nenehen proces. Ampak ta legenda ne drži in ta knjiga je že četrti dokaz, da ta legenda ne drži, ker je četrta v seriji zbranih del Brede Pogorelec, kateri glavna urednica je Helena Dobrovoljc, ki je tudi tukaj z nami. Kdo bo te sociolingvistične spise uredil, je bila odločitev, ki ni bila takoj jasna, ampak izcimilo se je tako, da sva to opravila midva z Majo Bitenc. Zato sva si vzela kar precej časa, kar ni pa nič hudega, zato ker nekako, vsaj nama se zdi, pa ne samo nama, ali nam trem, pa še komu, med drugim tudi dvema recenzentoma, to sta bila Karmen Kenda Jež in Krištof Savski, da so njeni spisi še vedno zelo sveži. Deloma je to razveseljivo, deloma pa ni razveseljivo, ker je stroka v marsičem še vedno, bi rekel, zaostaja za najsodobnejšimi spoznanji in je zato so te teksti še zdaj, bi rekel, zelo sveži, ma mogoče v marsičem celo bolj relevantni, kot so bili takrat, ko so bili napisani in objavljeni, kar ni zmeraj, bi rekel, v istem letu. Še nekaj dejstev. 12 razprav je notri, 12 razprav, 6 drugih strokovnih zapisov, čeprav je delitev med razpravami in drugimi strokovnimi zapisi tako pač uredniška, bi rekel, lahko bi bila tudi drugačna. Zaokroža pa jo avtobiografski esej Daljši črni optimizem, ki je, bi rekel, zelo lepo, mestoma pretresljivo branje in hkrati lepo zaokroža vse, kar je doslej v tej zbirki izšlo. Govori pa se, da to sploh ni zadnja knjiga, to se pravi, da ta legenda živi, ne, ta legenda bo še naprej umirala, da ni nič napisala. Tako vabljenih branju, 2 minuti pa pol. Hvala lepa.